Ko Boga prosimo za odpuščanje, moramo upoštevati, kar nas uči molitev Oče naš, iskreno se kesati svojih grehov v zavesti, da Bog odpusti vedno in da odpustiti drugim s prav tolikšno širokosrčnostjo. Tako je papež Frančišek poudaril med homilijo, ko je maševal v domu svete Marte 10. marca. Bog je vsemogočen, a njegova vsemogočnost se na nek način vseeno ustavi pred zaprtimi vrati srca. Srca, ki ne namerava odpustiti nekomu, ki ga je prizadelo. O tem nam pripoveduje evangeljski odlomek, v katerem Jezus Petru razloži, da je potrebno odpustiti do 70krat 7krat. To pomeni vedno. Jezusove besede tako potrdijo, da sta Božje odpuščanje nam in naše odpuščanje drugim tesno povezana. Če nisem sposoben odpustiti, nisem sposoben prositi za odpuščanje. Preden se grem spovedat, moram premisliti o svojih grehih, nato prositi za odpuščanje Gospoda in obljubiti, da ne bom več delal slabo. A po papeževih besedah manjka še nekaj, preden grem k duhovniku. Si odpustil tistim, ki so tebi storili krivico? Sveti oče je nato povzel, da odpuščanje, ki mi ga podari Bog, zahteva odpuščanje, ki ga sam podarim drugim. Tako nas uči Jezus. Prvič, prositi za odpuščanje ne pomeni preprosto upravičiti se, pomeni zavedati se greha, mojega malikovanja, mnogih malikov. Drugič, Bog vedno odpusti, vedno, a zahteva tudi, da jaz odpustim. Če jaz ne odpustim, na nek način zaprem vrata za Božje odpuščanje, je dejal papež Frančišek.